istočnice. Hvala tudi Alenki, da je predstavila numerično sliko. Moja raziskava bo malo drugačne narave, ker je bil namen ravno malo podrobno gled preučiti, kaj se točno dogaja pri tem prehodu, kakšen je proces, kateri so dejavniki, ki vplivajo na izbiro italijanske šole druge stopnje. Tako da smo v to raziskavo vključili posameznike, ki so se odločili, da šolanje nadaljuje v italijanskem jeziku. In smo v bistvu intervjuvali znotraj ene družinske enote starša in otroka. Se pravi, starša od dijakov, ki so v zadnjih 2 letih zaključili srednjo šolo prve stopnje v slovenskem jeziku in se potem odločili, da nadaljujejo v italijanskem jeziku, in dijaka oziroma otroka iz iste družinske gospodinjstva, ki enako je zaključil pač šolanje na slovenski srednji šoli prve stopnje v zadnjih 2 letih in nadaljeval potem šolanje na srednji šoli druge stopnje v italijanskem jeziku. Vsega skupaj smo intervjuvali 10 parov, se pravi v tem tandemu starš in dijak oziroma dijakinja. Naj še izpostavim, da od teh je 7 primerov jezikovno mešanih družin in 3 so neslovenske družine. Zdaj, katera so raziskovalna vprašanja, ki so nas vodili, se pravi, kaj nas je zanimalo? Zanimalo nas je, najprej izhajali smo iz tega, kateri je bil prvotni načrt glede šolanja za otroka, ki so ga imeli starši, se pravi ob izbiri vrtca oziroma osnovne šole. Kateri so bili takrat kriteriji za izbiro, predvsem iz jezikovnega vidika, kakšna je bila njihova izkušnja s šolanjem v slovenskem jeziku in potem kateri so bili kriteriji pa pri izbiri srednje šole druge stopnje, kakšna je izkušnja na srednji šoli druge stopnje z italijanskim jezikom, kakšni so načrti za nadaljnjo rabo slovenščine in tudi kakšen je bil odziv okolja, se pravi prijateljev, učiteljev, sošolcev na njihovo izbiro. Zdaj, če mi dovolite samo kratko metodološko premiso, gre v bistvu za zbiranje kvalitativnih podatkov in ti kvalitativni podatki imajo eno omejeno posplošitveno raven, ker ne intervjuvamo celotne populacije, kot je kolegica z vprašalnikom pokrila celoto, ampak samo nekatere izbrane primere. Ključ je v tem, da se navadno ti intervjuji ponavljajo do tolikšne mere, da se potem teme problematike v odgovorih ponavljajo, kar pomeni, da smo nekaj pokrili te glavne problematike. Vsega skupaj smo v bistvu imeli zbiranje podatkov je potekalo z intervjuji, se pravi intervjuvali smo starša in otroka. Podatke smo analizirali in danes tudi predstavljamo v popolnoma anonimizirani obliki. Boste tudi videli, podatki izražajo v bistvu stališče intervjuvanih posameznikov in seveda nepodpisane. Intervjuvali smo tudi starše, ker kot ste videli, se je izkazalo, da so zelo pomemben dejavnik v tem procesu odločanja in nudijo dijakom neko pomembno podporo v tem procesu odločanja, tako da se nam je zelo smiselno, da ob dijaku intervjuvamo tudi starša, ki je bil zraven, ko se je v bistvu prevzemala ta odločitev. Zdaj, časovno pa se je raziskava izvajala med lanskim oktobrom in zaključila letos avgusta. Zdaj, prvi problem nam je predstavljalo, oziroma prvo omejitev, izziv, kako stopiti, kako priti do teh družin, ki izpolnjujejo te pogoje, da jih vključimo v našo raziskavo, tako da tukaj je bilo sodelovanje z dijaškim domom, ki je tudi sodeloval pri raziskavi, izjemno dragocen, tako da se zahvaljujemo. In skupaj smo lahko evidentirali med bivšimi gojenci družine, ki pač zadoščajo našim kriterijem, da jih lahko vključimo v raziskavo. Najprej smo tem družinam poslali dopis s prošnjo in vabilom za sodelovanje. Sledil je telefonski stik, dogovor za intervju. Starši so imeli na možnost, da so izbirali ali intervju v živo ali intervju preko videokonferenčnega sistema. Večina se jih je odločila za intervju na Zoomu in tako je v bistvu potekalo zbiranje podatkov. Analiza pa je v bistvu tekla tako, da smo najprej prepisali te intervjuje,
Potem smo šli skozi vsebinsko analizo, oblikovali kategorije in znotraj posamezne kategorije izluščili ključne teme. Pri današnji predstavitvi, ko prikazujem podatke, boste videli, uporabljam moško slovnično obliko kot nevtralno, tako da zdaleč nismo intervjuvali samo moške, ampak je to zgolj bila neka odločitev povezana z anonimizacijo. Predstavljamo tudi nekatere izseke pogovorov, ki so v ležečem tisku, nekateri so prevedeni, ker so nekateri pogovori stekli v italijanskem jeziku. In s črko U dobite označene citate učencev, s črko S pa citate staršev, toliko da lahko razlikujete, kdo je bil sogovornik. Zdaj pa, če prejdem konkretno k rezultatom, ker je bilo gradiva veliko, so ti intervjuji navadno kar zajetni. Predstavljam po različnih tematskih sklopov, tako da prvo bomo pogledali, kateri so bili prvotni motivi, zaradi katerih so se družine odločile za šolanje v slovenskem jeziku, potem katera je bila načrtovana izobraževalna pot, izkušnja s slovenskimi šolami, izbira srednje šole druge stopnje, odzivi okolja in nadaljna raba slovenščine in izkušnja na italijanski šoli druge stopnje. No, če začnemo pri motivih za izbiro šolanja v slovenskem jeziku, bi tudi tukaj recimo izpostavila odgovor, ki se pojavlja pri neslovensko govorečih družinah, ki so izpostavili neko prvotno željo po dvojezičnem šolanju za svoje otroke. Namreč zasledili so, da z raznih raziskav objav, da ima zgodnja dvojezičnost zelo pozitiven vpliv na kognitivni razvoj otroka in zaradi tega so si zaželeli dvojezičnega šolanja. Pri tem prvenstveni kriterij ni bilo, v katerem jeziku bo potekalo dvojezično šolanje, ampak pomembno je, da je pač dvojezično. Tako da, če bi tukaj bila angleščina ali pa nemščina, bi bilo tudi čisto v redu. Potem pa pomemben dejavnik je bil tudi vtis, ki so ga imeli ob obisku takrat, se pravi na začetku, slovenskih vrtcev oziroma pri nekaterih celo jasli. Veliko krat, ko so pač se odločili za opisa, obiskali več ustanov in so imeli ob obisku slovenskih ustanov zelo pozitiven občutek. Prostori so bili udobni, osebje vzgojiteljice so se izkazali za zelo profesionalno, tako da vtisi so bili nadvse pozitivni. In tudi z znanci, s katerimi so se posvetovali, so dobili same pozitivne povratne informacije in priporočila, ne pač kar izberejo vrtec oziroma jasni v slovenskem jeziku. Tako da, bom rekla, so bili neki drugi kriteriji in ta jezikovni vidik pri začetni izbiri ni bil vedno v ospredju. Dalje, ko se pa bližamo jezikovno mešanim družinam, pa pride tudi v ospredje dejavnik, da seveda v tem obmejnem prostoru je izbira slovenščine smiselna, ker smo pač ob meji. Spet pri mešanih zakonih pa pride na dan tudi seveda dejstvo, da so izbrali slovenščino, ker je pač jezik nekaterih družinskih članov. Včasih pa tudi, ker je bil to pač jezik enega družinskega člana in mogoče prednikov drugega družinskega člana, tako da obstaja nek širši slovenski jezikovni izvor v družini. Kar mi je bilo tudi zanimivo, recimo, je bilo, da pri nekaterih neslovenskih družinah, kljub temu, da so zaključili se pravi srednjo šolo prvo stopnjo v slovenskem učnem jeziku, so slovenske šole še vedno naslavljali z dvojezičnimi šolami, se pravi za Goriško, tukaj so podatki zbrani izključno na Goriškem, in govorijo o dvojezičnem šolanju oziroma o dvojezični šoli, tako da tukaj mogoče tudi je ta informacija malo pomanjkljiva. Zdaj, katera je bila na začetku, se pravi, ko so se opisovali njihova vizija izobraževalne poti za otroka, neslovenske govoreče družine so se kar pozanimale v začetku, kako pač teče izobraževanje v slovenskem jeziku in
Pravijo, da so se tudi držali tega začetnega priporočila, da je pač z vidika usvajanja jezika smiselno, da se šolanje v slovenskem jeziku nadaljuje vsaj do konca srednje šole prve stopnje. In potem se zdaj čutijo nekje bolj svobodne, da po drugih kriterijih pa izbirajo srednjo šolo druge stopnje. In tukaj prevladuje nek pragmatičen odnos. Namreč mislijo, da je nadaljno šolanje v slovenščini vezano predvsem na študij v slovenščini. Tako da vidijo to korelacijo, v trenutku, ko to zmanjka, potem se jim zdi bolj smiselno, da šolanje nadaljuje v italijanskem jeziku, da bo potem študij na italijanski univerzi lažje stekel in ne bo jezikovnih problemov. Zdaj, glede same ocene z izkušnje s šolanjem v slovenskem jeziku, večina izpostavlja zelo dobre izkušnje. Tudi ko so se primerjali z italijanskimi starši, so ugotovljali, da so vedno nekje na boljšem. In tudi izpostavili so to tudi učenci, da njihova odločitev, da nadaljujejo šolanjem v italijanskem jeziku, nikakor ni vezana na neko negativno ali pa slabo izkušnjo na slovenskih šolah. Se pravi, da tukaj ni neke korelacije, ampak očitno so drugi dejavniki, ki vstopijo. Kar se mi zdi tudi zelo pomembno. Zdaj, ko smo pa spraševali še o izkušnjah, ene teme, ki so tudi pri nekaterih neslovenskih družinah prišle na dan, je, da so včasih predvsem na nižjih stopnjah, ko so se šele uvajali v te slovenske izobraževalne ustanove, občutili neko zaprtost. Predvsem recimo v samem začetku, ko njihov otrok ni obvladal slovenščine, ne, in se potem pogovarjal v italijanščini, so se drugi z njim pogovarjali v italijanščini in mi je bilo čisto jasno, zakaj mogoče slovenski starši problematizirajo okrog tega, recimo. Ne. Drug vidik, ki so ga mogoče pa tudi izpostavili nekateri, je, da se zaradi svojega nepoznavanja jezika se niso čutili nikoli enakovreden oziroma popolnoma integrirani del tega partnerstva šola starši, ker se zavedajo, da manjka na njihovi strani zaradi nepoznavanja jezika, ampak vseeno se niso čutili v taki situaciji, da bi lahko vedno sodelovali in včasih so se čutili tako malo na obrobju, predvsem na kakšnih predstavljah, sestankih in tako dalje. So imeli tak občutek, da so v nekem bolj emarginiranem položaju. Redki učenci so izpostavili težave s slovenščino, kar dejansko se upada s podatki, ki jih je predstavila Lenka. En sam primer smo zasledili, kjer je izpostavila težave s terminologijo in učenec je pač rekel, da če ene stvari ni razumel, potem dejansko celotne teme ni razumel, ker je mogoče bila neka težava z razumevanjem pomena določenih besed. Pri nekaterih starših oziroma nekateri starši so v pogovoru izpostavili tudi dejstvo, da so opazili, da je v bistvu poznavanje italijanščine na slabšem, zato ker je vedno postavljena prednost na rabi slovenščine. Se pravi, da ne gre za neko uravnoteženo dvojezičnost, ampak da v bistvu izostaja poznavanje italijanščine na račun slovenščine. Kar seveda jih skrbi glede perspektive, da bi potem dijaki nadaljevali študij na italijanskih univerzah. Zdaj, tako, par stvari, ki so še omenili, je recimo fluktuacija pedagoškega osebja, ta turnover, kot lahko tudi pravimo, je sicer značilen tudi za italijanske šole, ne? Mogoče pravijo, da ker slovenski manjši je bolj opazen. Potem nekateri so še izpostavili, ker mogoče tudi se upada s podatki, ki je Alenka omenjala, problem urnikov, češ da imajo več ur pouka,
da tudi na račun tega, da imajo soboto prosto, pač začenjajo celo pred 8 uro. Nekateri so bili tudi mnenja, da ta proces prevzemanja odločitve ni bil povsem transparenten, nekaterim ne paše, zdaj seveda vseh ni mogoče zadovoljiti. So pa nekateri izpostavili te dejavnosti, ki so se izvajale potem ob sobotah, ko so bile te pač delovne sobote, da so bile neke dejavnosti, ki niso bile ravno za pouk, ampak so vseeno bile upoštevane kot pač pouk. Zdaj, glede na generacijo, ki bi bila zajeta v pogovor in starše, ki so bili vključeni, bi mogoče izpostavila, da vmes je bila tudi izkušnja pandemije pri nekaterih, tudi pri takih, ki imajo več sorojencev, in da je bila v bistvu to nek poseben oklepaj zgodba zase, ker so bili italijanski starši, v bistvu neslovensko govoreči starši na slabšem, ker niso uspeli podpreti otroke v učenju od doma. Zdaj, pri prednostih slovenske šole pa izpostavljajo, da je krasno okolje, vsi se poznajo, je tudi zelo varno in tudi zaradi tega nekateri izbirajo šolanje v slovenskem jeziku. Ljudje, starši, skupnost je zelo povezana med sabo, kar jim daje tako zelo prijeten občutek. Dejstvo, da so manjši razredi, manj številčni, olajša tudi delo učiteljev in lažje dosegajo učne cilje. Učenci oziroma dijaki so tudi izpostavili, recimo, da potem na srednji šoli druge stopnje jim je poznavanje slovenščine zelo koristilo pri učenju latinščine, predvsem pri sklanjatvi, tako da so bili bivši zelo prednosti v primerjavi z italijanskimi sovrstniki. Izpostavili so tudi, da dejstvo, da so razredi manjši in uspe organizirati na slovenskih šolah veliko več dejavnosti, ekskurzij, izletov, obiskov, ogledov in tako dalje. Da so tudi šole boljše organizirane. Na italijanskih, če se primerja z italijanskimi sovrstniki, odpade veliko več ur pouka in tako dalje. Zdaj pa, če pogledamo sam proces izbire srednje šole, kako je v bistvu potekalo, verjetno ste z njimi že seznanjeni, tako da v bistvu v jutranjih urah so šli dijaki na ogled tako imenovanih višješolskih polov v spremstvu profesorjev. Ponujena je bila tudi možnost enodnevnega obiska pouka na izbrani šoli. Za starše so bili na voljo še popoldanski obiski oziroma sobotni obiski. Podobna ponudba je bila zagotovljena tudi na italijanskih šolah. Nekateri starši so v intervjuju tudi izpostavili, da sami niso bili na ogledu slovenskih šol, zato ker so bili dijaki že v jutranjih urah in potem niso izkazovali interesa, da bi se vrnili še s starši v popoldanskem času oziroma ob sobotah. Zdaj, če pogledamo, kakšen vtis so potem imeli oziroma katere so tematike, ki so izpadle kot pomembne pri opisu tega procesa odločanja oziroma izbire. Tukaj smo izluščili 7 tem, ki se ponavlja. Prvi vtis, ki so številni sogovorniki izpostavili, predvsem dijaki, je bil boljši vtis na dnevu odprtih vrat na italijanskih šolah. Nekateri so izpostavili zelo bogate aktivnosti v laboratoriju. Skratka, vtis je bil boljši, so imeli občutek, da so sogovorniki zelo kompetentni na svojem področju in so jih nekje prepričali potem v to izbiro. Druga tema, ki se je pojavljala tudi, je, da je bila na koncu izbira srednje šole druge stopnje izbira dijaka. Večina staršev se trdi, da so pač v takem obdobju, ko težko nekaj, bom rekla, usilijo neko izbiro oziroma pogojujejo, lahko vplivajo na njo do tolikšne mere, da se njej pogovarjajo, ampak v končni fazi so vsi trdili, da je bila končna odločitev prepuščena otroku. So se pa v družini veliko pogovarjali o tej izbiri.
In velja tudi izpostaviti, da imajo nekateri ob izbiri srednje šole druge stopnje že zelo jasno vizijo svoje nadaljnje študijske in poklicne poti, tako da imajo že kar izdelan načrt in tam ni bilo kaj dosti se pogovarjati in manj manevrskega prostora. Zdaj, ko smo jih pa spraševali, po katerem kriteriju se izbirali, je vedno prevladoval vsebinski ključ, se pravi predmetnik in učne vsebine. Jezik šolanja ni bil toliko v ospredju, v nekaterih primerih so razmišljali o smeri, ki je v slovenskem jeziku ni, to so bolj redki primeri. Takrat so se pač soočili z dejstvom, da bodo pač šolo nadaljevali v italijanščini. Potem velikokrat so se premislili in se odločili za neko bolj splošno izobrazbo, kot je lahko nek licej, češ da bodo potem tisto specifično pot ubrali po liceju, ampak so bili že nekje vpeti v to, da bodo itak šolo nadaljevali v italijanščini in potem so pač pri tem ostali, tudi če bi imeli recimo na voljo slovensko različico liceja. Pogosto je bila tudi izbira italijanskega znanstvenega liceja in tukaj so tudi izpostavili latinščino. Številni ti, ki so se vpisovali na italijanski licej, so si želeli študija latinščine in so zaradi tega tudi izbrali potem italijansko različico. Četrta tema, ki nekje izstopa, jaz sem jo delno tudi že prej omenila, in sicer, da doživljajo jezik šolanja na drugi stopnji v funkciji jezika nadaljnega študija. Se pravi, če imajo že vizijo, da za njih ne pride v poštev študij v Sloveniji, potem ne vidijo, zakaj bi nadaljevali s šolanjem v slovenščini.